Trumpov svetovalec za posebne misije ZDA pa je Slovenijo okrcal zaradi neizpolnjevanja zavez do NATO. Na družbenem omrežju X je v odzivu na objavo naše predsednice, ki je kritizirala način, kako so v Beli hiši ravnali z Zelenskim, zapisal, da se je Slovenija že leta 2014 zavezala, da bo za obrambo namenila 2% BDP, pa še vedno plačuje manj kot 1,3%. In da nič ne spodkopava NATO bolj kot neplačevanje pravičnega deleža. No, v novi realnosti bo morala Evropa znati poskrbeti zase, pa po dogodkih v Beli hiši opozarjajo številni evropski voditelji. Med njimi tudi češki premijer Fiala, ki je poudaril, da mora Evropa povečati vojaško podporo v Ukrajini tudi tako, da takoj poveča izdatke za obrambo. Namerava Slovenija tem pozivom slediti? Špela Bezjak z Rim. Odmevno srečanje Trumpa in Zelenskega. Je na stari celini, ki jo nova ameriška administracija postopoma potiska na obrobje svetovne politike, sprožilo močan odziv. Večina evropskih voditeljev je stopila v bran Ukrajini, tudi predsednica Nataša Pirc-Musar. Mi danes imamo pogovore, ki potekajo brez Ukrajine. In govoriti o varnosti v Evropski uniji ali v Evropi brez Evrope je skrajno neresno, nepošteno in ni v skladu s tem, kar Evropska unija je. Da dogajanje v ovalni pisarni spodkopava vrednote mednarodnih odnosov in temelje diplomacije, je še na X-u dodala predsednica. Na objavo Pirc-Musar pa se je odzval Trumpov ožji sodelavec, ki je zapisal, da nič ne spodkopava NATO bolj kot neplačevanje dogovorjenega deleža. Sloveniji pa očital, da je ena izmed tistih držav, ki za obrambo zapravi najmanj. Špekulacije o tem, koliko ne bi bili izdatki, niso tako enostavne. Enostavno je mogoče nekaterim politikom metati v zrak procente, ampak to na koncu pomeni milijarde. Milijarde, ki jih je treba nekje vzeti. Tako je poziv generalnega sekretarja Zveze NATO, da se moramo pripraviti na vojno, saj je to najboljša pot, da se ji ognemo, pred tedni komentiral predsednik vlade. Zaveza, da bo Slovenija za vojaške izdatke namenila 2% BDP, je sicer stara več kot 10 let. Do danes je ni uresničila še nobena vlada, kar nas uvršča na sam rep seznama. Everything I'm seeing at this moment is not nearly enough, and if we don't do it, we are safe now, but not in 4 or 5 years. So if you don't do it, get out your Russian language courses or go to New Zealand. Temeljito bomo razmislili, na kakšen način bi Slovenija lahko eventualno povečevala svoje izdatke za obrambo. Zaenkrat smo zadovoljni s tem, kar imamo v proračunih. Ne razmišljamo o povišanju, saj ne kratkoročnem. Da bo takšen razmislek potrebno čimprej opraviti, pa je pred pričetkom neformalnega srečanja v Londonu pozval češki premijer Fiala. Če ne želimo, da se agresor širi in če želimo mir, ki traja, se moramo ustrezno oborožiti, je zapisal na X-u. Kar pa ne bo mogoče brez povečanja obrambnih izdatkov na vsaj 3% BDP. Cilj, ki ga trenutno že dosegajo Poljska, Estonija, ZDA, Latvija in Grčija. Slovenija je sicer lani dosegla 1,34% BDP.